tudi tebi kdaj tako zazdi, kot da zmaga ti iz rok polzi, da to življenje sama borba je. Se trudiš, a tvoj cilj ti beži. Povem naj ti tole, ta dirka, ta borba, se trudiš res preveč in za popolnost se ženeš, čarobno zamujaš, poseljubljen si v njem, zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi vedoč, da vreden si, da poznaš Boga, ki te drži. On z milostjo te poklical je, pogumno le zaživi v njej. Povem naj ti tole, da Bog vam veruje, ja, spremenil je vse. Ni več krivde, sramu, Bog odstranil je vse. Napisan dal je v srce, zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, do njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila, zato zaživi, ker ljubljen si. Dovolj si dober, ker ljubi te. Zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, do njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, do njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila. Da ljubljen si. Kakšno cerkev si želi Bog? Zaključimo danes s to temo. Ves čas smo predvsem govorili, kakšno cerkev se želi Bog v življenju tukaj na zemlji. Za konec pa poglejmo še eno pomembno dejstvo. Bog si želi cerkev, ki bo skupaj z njim živela v čudoviti večnosti. Vem, da živimo v času, ko se mnogim zdi to pravljica, nemogoča zgodba. Če ste eden od njih, vas vseeno prosim, spodbujam, rotim, da si vzamete vsaj nekaj trenutkov in o vsem premislite, kaj pa, če je to vse res. Kaj pa, če me Bog res tako ljubi, da je storil vse, da bi z njim živel v čudoviti večnosti. V stari zavezi je obstoj posmrtnega življenja le nakazan.
Proti koncu starozaveznega obdobja pa so se pojavile številne prerokbe, ki so govorile, da bo božja obnova Izraela vključevala tudi posmrtne razsežnosti. Judovski apokaliptični pisatelji in tudi prvi kristjani so verjeli, da je konec blizu. V judovski apokaliptični literaturi se pogosto omenja Mesija, ki je vpleten v konec zgodovine sveta. Krščanstvo se upanje usmeri v Mesijo, tistega, ki je prišel in tistega, ki se bo vrnil. Zato je enotna misel skozi zgodovino vseh tistih, ki so zaupali v Kristusa naslednja. Maranata, pridi Gospod, razodeni se in spostavi novo ero. Sam Jezus je v svojem učenju zelo jasno nakazoval, da bo prišlo uničenje, vendar bo temu sledila obnova in nova doba. Jezus je šel iz templja in je odhajal. K njemu so stopili njegovi učenci, da bi mu pokazali tempeljske stavbe. Rekel jim je: vidite vse to? Resnično povem vam, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah. Glejte, da se ne vznemirite, kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdigne se bo namreč narod proti narodu in ljudstvo proti kraljestvu, in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Jezus napove, da bo tempelj, ponos Izraela uničen, kar se tudi leta 70 uresničilo. Danes stoji na tem mestu templja muslimanska mošeja in vsak dan lahko gledamo, kako Izraelci molijo pri zidu žalovanja, joka, da bi prišel Mesija in ponovno obnovil tempelj. Jezus je napovedal, da bodo vojne, narodi proti narodu, potresi in podobno. Vse to je kakor začetek porodnih bolečin, oziroma da najhujše šele prihaja. Vendar pa vemo, da po vsakih porodnih bolečinah prihaja nekaj novega, rojstvo otroka, konec bolečin, novo življenje. Jezus nadaljuje: kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu, pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec. Oznanjanje evangelija kraljestva bo oznanjeno po vsem svetu. Pričevanje vsem narodom, pravi Jezus. In takrat bo prišel konec. Kolikokrat v zgodovini je bilo resnično Jezusovo ljudstvo ali tisti, ki so iskreno oznanjali njegovo besedo, preganjeno. Na mnoge načine se je hotelo in se še vedno preprečuje oznanjati evangelij. Nastali so mnogi svetonazori proti Jezusu, njegovemu vstajenju. Izrekle so se besede, da je Bog mrtev, da je ovira za človeški razvoj in tako naprej. Toda evangelij se še vedno oznanja in se bo, dokler se ne bo izpolnil Božji načrt. Jezus je spodbujal svoje učence in spodbuja vsako generacijo, naj vztrajamo, zaupamo, verujemo v Jezusa, njegovim obljubam, saj on vodi svoje ljudstvo v novo ero. Evangelij kraljestva je vesela novica,
ki jo Pavel opisuje takole. Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga prejeli ter stojite trdno v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v pismih. Vesela novica nam razodeva, da je Jezus umrl za naše grehe. Bil je pokopan in tretji dan je bil obujen od mrtvih. Prekletstvo greha in smrti sta zlomljena. Ni nam potrebno večno umreti zaradi naših grehov, če sprejmemo Jezusa za svojega odrešenika. S telesno smrtjo se vse ne konča, ker je Jezus stal od mrtvih. To je evangelij, vesela novica, ki se še vedno oznanja v odrešitev vsem, ki to sprejmejo v veri in vse svoje upanje, prihodnost postavijo v Jezusa. Jezus je svojim učencem zelo jasno oznanil, ko bo odšel z zemlje, bo šel pripravljati prostor za novo dobo, življenje v večnosti. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte Boga in tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. O, kakšna obljuba, prihodnost in upanje za Božje ljudstvo. Jezus pove svojim učencem, da se njihova srca ne vznemirjajo, saj ima za njih popolni načrt, čudovito upanje, večno prihodnost. Ne spreglejmo. Zaustavimo se in dovolimo Bogu, da nam spregovori. Ne zapravimo največje priložnosti v življenju za večnost. Božja volja, želja Boga je, da bo nekega dne njegova cerkev v večnosti skupaj s njim. Zahvalimo se Bogu za njegov načrt, ki ga ima za svojo cerkev. Če se spomnite, na začetku te teme smo rekli, da se ne moreš odločiti, jaz pa bi se včlanil v cerkev. Mi se moramo odzvati na Božji klic, da se spreobrnemo in sprejmemo Jezusa za svojega odrešenika. Če še nisi odgovoril na njegov klic, stori zdaj. Lahko moliš za mano in sprejmeš Jezusa za svojega zveličarja. On te kliče prav zdaj. Dragi Jezus, tukaj pred tabo sem. Odpiram ti srce in v veri sprejemam, da me ljubiš, da si na križu umrl za moje grehe. Jaz prihajam pred tebe kot grešnik, zavedam, priznavam, spoznavam svojo grešnost. In Jezus, prosim te, odpusti mi vsak greh in me sprejmi za svojega otroka in vodi moje življenje. Od zdaj naprej želim biti tvoj otrok in želim spoznavati tvojo voljo za moje življenje. Amen. Vsi, ki smo odgovorili na njegov klic in postali Jezusovi učenci,
pa se učimo naprej od Jezusa, od Boga, od Svetega Duha, da spoznavamo vse načrte in želje, ki jih ima Bog za svojo cerkev. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen.